Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o pravicah živali oziroma o zaščiti pravic živali. So različna društva in združenja za zaščito pravic živali, ker jim pač ljudje še nismo določili ali dopustili določenih pravic. Ljudje si pač lastimo pravico, da si dodelimo veliko več svoboščin in pristojnosti kot pa drugim živim bitjem, kot so živali. Vse te stvari izvirajo iz teorije, da smo ljudje najbolj razvita oblika življenja na tem svetu, da smo edini, ki smo zmožni razmišljanja in da imamo visoko inteligenco, da druga živa bitja pa tega nimajo in zato posledično tudi manj čutijo, imajo nižjo zavest in z njimi lahko bolj malomarno ravnamo. Živali tako uporabljamo za različne poizkuse, eksperimente, za testiranje raznih kozmetičnih izdelkov. Seciramo jih, obravnavamo jih kot poskusne zajčke, zato da bi ljudje imeli od tega neko ekonomsko korist. Ljudje tudi mislimo, da živali med sabo zelo skopo komunicirajo, da nimajo nekega bistvenega pomena na tem svetu, nobene posebne vloge in zato tudi dopuščamo, da se marsikatera živalska vrsta popolnoma iztrebi do izumrtja. Veliko živali se pobija zaradi določenih delov telesa, ki jih ljudje cenimo bolj kot pa samo življenje živali. No, resnica pa je taka, da je zgodovina evolucije živali in človeka povsem različna. Ljudje nismo nastali na osnovi evolucije iz opičjakov, nimamo skupnega prednika z opicami, ampak je zadeva precej drugačna. No, tisti, ki boste to želeli izvedeti, si lahko pogledate povezave v opisu tega videoposnetka in preberete in si poslušate vire informacij, ki te stvari pojasnjujejo. Ne gre se za to, da bi živali imele manj pravic, gre se za to, da smo ljudje edina vrsta živih bitij na tem svetu, ki smo skoraj popolnoma ločeni od življenja. Ljudje smo živa bitja z najnižjim zavedanjem. Živali se zavedajo vseh celic svojega telesa, skrbno izbirajo, na kakšen način se bodo prehranjevale, imajo svojo vlogo in harmonično živijo in se podpirajo. Živali zagotavljajo, da se določene škodljive dejavnike, ki jih povzročamo
ljudje omili in sanira. In zagotavljajo, da tudi mi lahko obstajamo tukaj na tem svetu. Da še nismo do zdaj popolnoma uničili in pokončali tega sveta in s tem tudi vira, hrane in pogojev za preživetje našega fizičnega telesa. Glede tega vam predlagam, da si v povezavah tega videoposnetka poslušate audio serijo z imenom Animal Lives Review, ki pojasnjuje natančno, kako različne vrste živali dojemajo sebe in ta svet in kakšno funkcijo imajo živali na tem svetu. Ko torej ljudje dodeljujemo pravice živalim, se v bistvu ne gre za to, da bi to storili iz neke dobre želje, ker smo tako pohlevna živa bitja. Ampak se gre tukaj predvsem za prepoznavanje, da smo del življenja, da brez živali ne moremo obstajati in živeti. In gre za to, da predvsem prepoznamo svojo zmoto, svojo ujetost v in ločenost od življenja. Mi živimo v ločenosti od našega fizičnega telesa. Ne zavedamo se niti, kaj se dogaja z našim fizičnim telesom. Smo v ločenosti energetskega sistema, ki se reče oziroma umsko-zavestni sistem, in neprestano razmišljamo o nekih informacijah, izkušnje iz preteklosti projiciramo na sedanjost in zelo malo se zavedamo svojega diha in realnosti v tem trenutku. Če hočemo torej razumeti, da je vse življenje enakovredno in da se tudi mi začnemo obnašati spoštljivo in odgovorno na tem svetu, tako kot se obnašajo vsa druga živa bitja, potem je nujno, da se osvobodimo da se integriramo z našim fizičnim telesom, da živimo tukaj in sedaj, v tem trenutku, v polnem zavedanju univerzalne fizične realnosti. In na ta način bomo lahko sprejemali odgovornost za naša dejanja. Sedaj pa počnemo stvari, brez da se zavedamo, kakšne so posledice naših dejanj. Kako storiti, kako se osvoboditi za ta namen je pripravljen vrhunski, brezplačni uvodni spletni tečaj, ki se imenuje DIP Light. In tudi povezavo do tega tečaja najdete v opisu tega videoposnetka. Predlagam vam torej, da si pogledate te povezave, da se vpišete na tečaj DIP Light, da poslušate audio posnetke z pričevanji iz ust živali in da postanete sestavni del življenja, ki druga živa bitja obravnava enakovredno, tako da bomo lahko ustvarili pravi raj na zemlji. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.